V Malečniku pri Mariboru so sinoči s kulturno prireditvijo Poklon domovini počastili 35 let samostojne slovenske države in 790 let od prve pisne omembe kraja Sveti Peter pri Mariboru Malečnik. Ob tem so tradicionalno podelili Glaserjev srebrnik, poimenovan po duhovniku, pesniku in prevajalcu Marku Glaserju. Za večletno sodelovanje pri razvoju knjižnične, literarne in kulturne dejavnosti ter ohranjanju sakralne dediščine ga je prejela dr. Ignacija Fridl-Jarc. Ignacija Fridl-Jarc je z malečniško župnijo sodelovala kot tajnica in urednica Slovenske matice. Od vzpostavitve Glaserjevega festivala leta 2022 so v Malečniku ob kulturno-dediščinskih projektih pripravljali različne kulturne dogodke. Sem smo pripeljali številne umetnike, Ferija Lajnščka, Andreja Jemca, pa tudi politike kot Dimitrija Rupla. Ob tem pa smo darovali v okviru Slovenske matice 100 knjig za novo knjižnico Jurija Borešiča. Več let sodelujemo z doktorico Ignacijo Fridl-Jarc na področju kulture. Tudi sama je sodelovala konkretno prav letos pri izredno pomembnem delu, izbrana dela Marka Glaserja, ki je močno vplival na ta kraj in ga zelo zaznamoval, in zato smo ji res izredno hvaležni. Glaserjev srebrnik podeljujejo od leta 2023 posameznikom, društvom, pravnim osebam, ki so pomembno vplivali na razvoj župnije in geografskega območja. Glaserjev srebrnik razumem kot priznanje tukajšnjih domačinov, da so naše delo, torej moje takratno na Slovenski matici, razumeli kot pomemben prispevek za promocijo Malečnika in njegove kulturne dediščine. S prireditvijo so želeli poudariti, da kultura ni le privilegij mesta. V programu, ki je bil na dan državnega praznika domovinsko glasbeno obarvan, so predstavili tudi video portret nagrajenke, njene koroško-štajerske korenine, njeno delovanje kot literarne gledališke kritičarke, novinarke urednice s posebno pozornostjo do slovenskega jezika in kulturne ambasadorke, ki je pred kratkim postala nova ministrica za kulturo.